Jaz pa vabim na oder nacionalnega koordinatorja Eko šole, gospoda Gregorja Cerarja, da najprej pove nekaj besed o letošnjem Eko kvizu. Pozdravljeni, hvala, da ste z nami. Kako so se tekmovalci spopadli z letošnjo tekmo? Boj je bil napet, kot smo videli, vzdušje je super. Jaz bi pa vseeno na začetku pozdravil spoštovani gostje, spoštovani državni sekretar, otroci, dragi otroci, mentorji in ostali gostje, lepo pozdravljeni še v mojem imenu in v imenu društva Doves, ki v Sloveniji izvaja Eko šolo. Torej, na letošnjem Eko kvizu, kot je bilo že omenjeno, je sodelovalo preko 3700 učencev iz več kot 170 slovenskih šol. Mislim, da je to en lep rezultat in jaz bi dal en velik aplavz vsem sodelujočim na Eko kvizu 2011. Dajmo en lep aplavz. Torej, 600 šolci so sodelovali na temi biotske raznovrstnosti, 7 šolci ste se učili o podnebnih spremembah in posledicah, ki jih povzročajo podnebne spremembe, 8 šolci pa ste poglobili znanje o učinkoviti rabi energije. Velik poudarek pa smo letos namenili tudi sobivanju človeka v različnih biotskih raznovrstnih okoljih in zato ste se vse ekipe, ki ste se udeležili na državnem tekmovanju, pripravili tudi svojo predstavitev o biotske raznovrstnosti. Te predstavitve smo pred slabo uro videli tudi na velikem ekranu in jaz upam, da bodo ideje, ki ste jih predstavili, odgovornim pomagali tudi pri načrtovanju razvoja turizma v lokalnih skupnostih. Hvala lepa. Še kakšne novosti za naslednje leto? Torej, vsako leto v okviru Eko kviza dajemo določene oziroma dodajamo kakšne novosti. Tako da smo letos dali zelo veliko pozornost sami pripravi učnih gradiv, saj se zavedamo, da so bile teme, ki ste si jih brali oziroma o katerih ste se učili, so bile letos precej zahtevne. Zato smo v elektronskem učnem gradivu, ki je bil seveda dostopen na spletu, izpostavili pomembna poglavja, dali smo vam pa tudi kar nekaj dodatnih virov spletne strani, iz katerih ste se potem tudi dodatno morali učiti. In ravno danes so zmagovalci morali poznati tudi te dodatne vire, saj so bile dejansko najzahtevnejša vprašanja iz teh dodatnih virov. Ena od letošnjih novosti, ki jo je omogočil partner Eko kviza Telekom Slovenije, ob tej priložnosti bi se partnerju lepo zahvalil za sodelovanje. Torej, ena od novosti je aktivno pojavljanje Eko kviza tudi na Facebooku, kjer ste se lahko tudi pomerili v odgovorih na vprašanja. Torej, za konec bi želel v imenu Eko šole čestitati vsem letošnjim ekipam, ki so se uvrstili na državno tekmovanje in se ob tem zahvalil tudi vašim mentorjem, ravnateljem, vsem, ki so vam dajali podporo in zaželel bi vam hvala, srečno in vidimo se prihodnje leto. Hvala vam, torej zaključimo lahko, da so znanje osvojili, več kot dovolj, super, lepa kritika, hvala gospod Cerar, hvala vam, jaz pa zdaj prosim mentorje ekip, da se pridružijo na odru in sicer kar s svojimi ekipami, spet nazaj, finalne ekipe, Ajdovci, Ljubljančani in Prekmurci.